V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. Ja, pogledali bomo v zakulisje slovenske ženske košarke. Z nami na tem štadionu, recimo na zunanjem malem nogometu košarki, je selektor slovenske ženske reprezentance Damir Grgić. Damir, živjo. Lep pozdrav. Zdaj ne vem, a si kdaj igral na tem igrišču nogomet ali pa košarko? Tudi košarko, kar doskrat, tako da ni sicer to bil čist naš igrišče, jaz sem bolj iz Celominesa, smo imeli tam svoje igrišče, drugače pa tudi tlele smo prišli kdaj pošpilati. No, ampak te mlajše generacije so pa kar tukaj tudi igrali. Je pa zanimivo, v Trbovljah je kar nekaj teh zunanjih igrišč, žal tisto pri občini bolj kot ne zaprto, ne? Ja, lahko bi rekel, da smo bili mlajši, no, smo imeli kar veliko igrišč, no. Zdajle malo nas vse boli, moram po pravici povedati, ker je ta gimnazijsko igrišče tamle zaprto, tako da nismo prav zadovoljni, bom rekel, Trboveljčani, ampak jaz sem prepričan, da bo tako gimnazija, ravnateljica gimnazije in ekonomske šole in pa seveda občina najdla neko skupno točko, da pač to igrišče odpremo, ker mislim, če začnemo pa še igrišča zapirati, pa nismo na dobri poti, no, kar se športa tiče, ne bom rekel samo v Trbovljih, tudi v Zasavju. No, jaz se spomnim še malce dlje nazaj razmer, kako smo mi igrali, ko je jugoslovanska reprezentanca recimo igrala na kakšnih olimpijskih igrah, seveda med polčasom, ne, smo šli metati na kanto, ne, na obroče od koles, ni bilo igrišč. Ja, verjamem, da ljudje so se znajdli na vse možne načine, ne. Tudi jaz se spomnim, tudi jaz nisem glih najmlajša generacija več. Vem, ki je bil kak atletsko tekmovanje, smo s atletiko imeli en teden, kadar je bila košarka, rokomet, nogomet, vse živo smo špilali, no, tako da zdaj je tega dosti manj, ampak mislim, da šport pa ne trpi glih kaj preveč, saj po rezultatih, ne, bi rekel, zaradi tega veliko slišiš, ne, ja pa zdaj nimamo rezultatov, zaradi tega, ker pač niso otroci več odzunaj. Če pogledamo malo rezultate, pa to ni glih velike razlike, ne, mislim, da so rezultati še kar, ne, v nekih disciplinah so celo boljši, ne. No, je pa zanimivo, ne, na asfaltnem igrišču so dolga leta nazaj, še pred nama, igrali prvenstvene tekme. Ja. Tudi v Zagorju se spomnim, pa verjetno tudi v Trbovljah je bilo podobno. Igranje takih velikih fantov ali pa deklet na asfaltnem igrišču ali pa na parketu, urejenem parketu, velika razlika, ne? Sigurno, da je velika razlika, no, jaz živim tudi s tastom, ko mi govori tudi dosti teh stvari, no. Oni so igrali rokomet na velikem igrišču, celo na Rudarju, ne. Tako da ne govorim, Oto Virc zna večkrat povedati, kako so igrali košarko na Rudarju. Zdaj tle na tem plecu, ki je pač restauracija. Tako da je bilo kar, mislim, lepo je poslušati, no, starejše športnike, kako so se znajdli, kako se je to vse skupaj razvijalo, no, tako da mogoče je zanimivo tudi za mlajše, tako da zanimivo, no. No, zagotovo asfalt ni primeren, ne? Ne, to pa definitivno, no. Tako, za rekreacijo? Ne, zdaj so pogoji toliko boljši, vse skupaj, tako da... Tudi obutov, mimo grede. Tako, ja, včasih so celo bosi igrali, ne, tudi veliko, ampak to je bilo že kar daljš nazaj. Ja. No, kako se je pa začela tvoja športna pot v košarki? Zdaj ne vem, višina tvoja. Ne, ni. Je čez 1,80 m. Ja, višina je 185 m. To je neka taka poprečna. Nazaj, ne? Počas gre že dol, ja. Ne, ni. Jaz sem pravzaprav začel v plavanju,
Plaval sem 5 let Rudarju. v Rudarju, plavalnem klubu Rudar. Takrat je bil plavalni klub Rudar res, jaz nisem bil nič posebnega, ampak v generaciji smo imeli pa kar dost fantov, deklet, ki so osvajali naslove državnih prvakov, tudi same štafete, redno. Kakšno ime? Pa takrat, vem, Aleš Fabjan je bil zelo dober, se spomnim v moji generaciji. Tudi pokasneje je bil Gašper Rovnik, ki je tudi košarko špilal, je bil zelo dober plavalec, moram povedati. Punc so bile pa starejše punce, so bile pa Štimčeva Tina, mislim, da je bila zelo dobra, pa Darja Lauf še prej. Prej še moja soseda Darja Lauf, še prej. Ja, potem so bile sestre Jordan tudi, pa tako naprej. Kar veliko, da ne bi kjer pozabil, da novijo jezen, tako da, ampak je bilo, no, kar nekaj ogromno odličnih plavalcev. Ti si pa bil v katerem plavalnem stilu? Hrtno? Jaz sem bil hrtno, hrtno sem bil najboljši, ampak se pravim, nisem bil neka marka. Še kaj preizkusiš? Je pa res, da sem pa plaval v generaciji z Mankočem, ki je pol dolga leta bil kar alfa in omega plavanja. Sploh v teh kratkih bazenih. Tako, v kratkih bazenih je bil zelo uspešen. Zdaj te pogosto vidim na trboveljskem bazenu, v kopalnici, ne? Mi smo vedno rekli kopalnica. Ne vem, še vedno rečeš, da greš v kopalnico? Ne rečem bazen, ampak poznam ta izraz. Poznaš, ja, ne? Poznam. Zdaj plavaš ali greš bolj narit? Zdajle zadnje čase bolj naren, kar se mi tudi vidi. Včasih pa sem vzel očala, pa sem šel plavati, tako da te se tudi zdaj spravim, kdaj pa kdaj, ampak mislim, da se bom mogel malo bolj zaangažirati. Si kdaj prišel plavati tudi v sosedno občino? 2 bazena smo imeli, Medijske Toplice pa Zagorje, Selo. Nažalost ne. Šel sem enkrat, sem bil mlajši, ko smo šli v Zagorje na bazen, drugače pa ne. No. Drugače pa ne, jaz sem tle s Salominesa, na 10 metrov imam bazen in bolj kot ne smo cele dneve, počitnice, vse smo nekako preživeli pa tukaj. No, tudi mečkem bolj poln je bil bazen, no, saj se jaz spomnim, tudi terasa je bila polna. Ne. Ja, zdaj veliko vprašamo, zakaj pa nobena terasa ne gre, ne, pač Takrat smo pa šli. Takrat smo šli zaradi tega, ker je bil tudi tako poln, ne, mislim, zaradi tega, no, tako da zdaj se pa še vedno najde kar plec za vsakega, ko pride, čeprav je zadnje čase. Tudi v tem korona času se najde. Tudi v korona času. Tako da je poskrbljeno za varnost. Tako, ne? ja. No, si kdaj potem igral tudi košarko po plavanju? Ne, sej, mogoče lahko povem, no, jaz sem sicer treniral sem plavanje, nekako pa skozi košarko spremljal, no, v stare generacije. Jaz, hvala Bogu, bil ta generacija, ker sem lahko tudi pol na televiziji spremljal to generacijo Cibone, kasneje tudi Jugoplastike, pol Partizana, Petrović, so bili Kukoč, Dražen Petrović, Kukoč, Radža, pa in vsa ta smetana, bom rekel, evropske svetovne košarke, tako da to je res užitek, no. Res lepo smo rasli, no, takrat. Tudi dopust smo vzeli, da smo lahko kakšno tekmo Cibone gledali. Tako je, ja, pa potem Jugoplastika. Ali pa Olimpija, ne? Ja. V času Zmaga Sagadina. Pokasneje pa seveda, sem pa že začel v 5. razredu trenirati košarko, takrat smo pa že kar intenzivno začeli Olimpijo spremljati. Ti so bili tudi res lepi časi, no. Kdo pa je bil tvoj trener košarke? Moj trener je bil prvi Aljoša Pišek, potem je bil Borut Hodej eno leto, potem pa dolga leta Marjan Knaus. Kasneje pol že na koncu čist tudi Oto Vert občasno, drugače pa dolga leta Marjan Knaus. Njegova žena pa nikoli? Ne, tudi večkrat Alma je večkrat bila zraven, tako da je bilo. To so bili res tak lep časi, no, naše generacije. Nekako smo se tudi povezali, da je bila pač generacijsko se je tudi takrat ženska košarka začela z našo generacijo in smo se družili skupaj, tudi hodili na tekme. In to je lep čas. No, če si v plavanju bil specialist za hrbtno plavanje, košarki, playmaker, krilo, kaj si bil? Tam, ki je bilo treba, so medalje. Tako da ne, nisem bil tudi, seveda, to večkrat povem, da tudi nisem bil neki prida dober košarker. Glavo sem imel, telo pač ni dal. Je pa res, da sem bil pa bolj kot neka petan pa skos, ne. Tudi tako sem bil, tako pač mogoče sem košarko čutil malo drugače, kar pa tudi mogoče zdaj prav pride, no.
Kdaj si zaključil igralsko kariero? Zaključil sem pri 18 letih. Zakaj? Pri 18 letih. Zaradi tega, ker sem že pri 16 začel s trenerskim mislim, ne bom rekel poklicam. Je bilo slučajno, načrtovano? Pa ne, enostavno, zmeraj sem si želel, da bi mogoče bil pomočnik trenerja. No. Zanimiv, ne, da bi bil pomočnik, ne trener, ampak pomočnik, pa fajn se mi zdel, pa tabla, pa on, pa bi je zraven mal, ne bi glih odgovornost prevzemal, verjetno takrat, ne. Po se je pa tu nekako razpletlo, da sem dosti malo tudi, ne sam bil pomočnik, ampak tudi v mlajših kategorijah tudi glavni trener. In pa seveda pa že tudi pri 19 celo trener Rudarja, članske ekipe, pa potem pri 20 letih trener Hrastnika, članske ekipe. Tako da so me kar hitro vrgli v ogenj. Neki so pač videli, da nek občutek imam, no pa sem pa pač neko svojo pot pa peljal naprej. Ampak ta pot je bila pa potem pri nasprotnem spolu, ne? Veliko trenerjev sem že intervjuval, ki so trenirali tako moške kot ženske. Je razlika, ne? Sigurno, da je razlika, ampak jaz pravim samo v nekem začetnem pristopu. No. Drugač neke razlike ni. No. Saj jaz jo nisem delal, sicer sem dosti dali sem v ženski košarki, kot v moški, ampak ni razlika. Začetni pristop, ja, punce, fanta ne rabiš kaj preveč motivirati, da začnejo tudi v mlajši kategoriji, prvi razred, drugi razred in tako naprej. Pri puncih moraš malo bolj previden biti, ampak takoj ko to one, ko vidiš, da enostavno dobijo veselje, po pa to grejo in tudi več dobiš od punc. Ne. Veliko več ti punce vračajo, več dobiš od punc, je pa sicer res veliko bolj naporno. To pa vsak ženski trener, ki je že delal tudi v moškem športu, pa v ženskem, reče, da je veliko težje delati z ženskami, tako da tudi pri košarki ni čisto nič drugače. Vsake toliko časa se v Trbovljah rodi košarkarski biser. Preden smo začeli snemati, sva se pogovarjala o Poloni Dornik, nosilki medalje iz olimpijskih iger, Los Angeles, če se ne motim, bronasta medalja, jugoslovanska reprezentanca, center, dobra tudi pri Ježici. No, toliko let kasneje se je še en biser rodil, Nika Barič. Se mi zdi pa vseeno, da obe omenjeni, ne da sta pozabljeni, ampak nimata tiste veljave, kot bi, ali pa spoštovanja, kot bi mogoče glede na njune uspehe pričakovali. Ja, to je večkrat. Opozarjam na to, tudi samim puncam, tudi reprezentantkam znam večkrat povedati te stvari. Eno je normalno, da so, eno pa tudi ne. Zdaj, kot ste rekli, Polona Dornik ona ima sigurno najboljši rezultat, ne, in verjetno ga bo tudi imela še dolga leta, kjer so osvojili srebrno medaljo. Srebrna je bila, ja. Mislim, da je bila srebrna medalja v Los Angelesu takrat. Ne. Res, da je bilo to drugače, takrat je bila v ekipi Jugoslavije, kjer je bila Jugoslavija velesila v športu na vsakih olimpijskih igrih. Ne. Seveda je bilo tudi verjetno to lažje. Da pa nimajo te prave veljave, pa nimajo, ne. Ampak to je pa tista zgodba, ko smo pa pač mi začeli, ker jaz mislim, da spet moraš nekaj pokazati, moraš nekaj narediti, moraš dvigniti to vse skupaj, da pol dobiš neko veljavo. In jaz večkrat rečem puncam, dajmo mi nekaj narediti prvo, pa bomo pol govorili, zakaj nimamo statusa tazga ali pa drugačnega, ampak jaz vseeno mislim, da zadnjih 5 let, 6 let, da je ženska košarka dobila na veljav, da žensko košarko spremljajo, da jo tudi poznajo veliko bolj. No, verjetno nikogar v Sloveniji ni, ki ne bi poznal Niko Barič, ne? Sigurno, jaz sem to prepričan. Tako da jaz mislim, če bo šlo to v tej smer naprej, da bo ženska košarka kar dobila na veljav in da bo tudi neka stalnica na nekih velikih tekmovanjih, ne, zdaj na Evropskem prvenstvu upam, da bomo tudi zdaj že tretjič zapored v 5 letih, pa da se mogoče uvrstimo tudi nekako veliko tekmovanje še zraven na svetovno prvenstvo ali pa olimpijske igre. Letos nam je zelo malo falil, kar se tega tiče. Tako da jaz... V nišu, ne? Tako, ja. Jaz sem prepričan, da če bomo delali, če bomo pametno razmišljali, če bomo to studiozno peljali naprej, da bo to veliko lažje za te mlajše, ki prihajajo. To pa se te punce, ko zdaj igrajo, zavedajo.
da so one neke te vzornice, ki jih pač te mlajše gledajo, tako da je pol mlajšem veliko lažje. No, je pa res, da je pa samo v Sloveniji je baza zelo majhna, košarkarska, ne, in je pa verjetno tudi iz tega vidika dosti težji. Težji, ne? Ja, to je pa mogoče tudi fenomen slovenskega športa. O hokeju, ne vem, o hokeju imamo nekaj klubov, pa še tisti bolj dihajo na škrge, pa kljub temu uspe slovenska reprezentanca priti na olimpijske igre. Potem v moški košarki postanemo evropski prvaki. Naši fantje igrajo v najboljših klubih na svetu, NBA. Dobro, zelo veliko klubov tudi v ženski košarkarskem športu ni nekaj malega, ampak pridemo dvakrat na evropsko prvenstvo. Z mladimi puncami si bil drugi, če se ne motim, do 21 let. Ja, mislim, da smo, tako se rekel, v 5 letih zadnjih v članski košark dvigali, da v zadnjih 10-12 letih pa v mlajših kategorijah smo kar postavili nek sistem, kjer pač smo prepoznavni, tudi po samih rezultatih. Imamo kar nekaj par lepih rezultatov v zadnjih 10 letih v ženskih košark. To so vse te punce, ki so zdaj v članski reprezentanc. In glede na to, da smo sistemsko te punce usmerjali, jih peljali naprej, to zdaj sam gradimo naprej in probamo v članski košark doseči ta vrh, kar jaz pa pravim, da se da, ne. Veliko se reče, ja, pa se ne moreš, ne, vi imate samo 8 klubov v Sloveniji, ti se ne moreš primerjati tam s 300 klubi v Franciji, ne, pa z njihovim sistemom, z njihovim budžetom, koliko lagajo pač v sam šport. Se rekel, da to ni res, ne, na igrišču je 5-5 in je vse možno, ne. Tako smo rekli, če se lahko hokejisti naši, mislim, da celo premagali Američane, na svetovnem prvenstvu sicer ne najboljšo ekipo, ampak kakorkoli pa so uvrstili na olimpijske igre, pa tako naprej, da dosegajo rezultate, pa lahko mi tudi, ne. Čeprav nas ni veliko, moramo biti pa bolj pameten, moramo pa biti nekako gledati 5-10 let naprej, videti in pač delati, zapreti se v dvorane in delati toliko več, ko delajo ostali. Zapreti se v dvorane, ampak v tem času korona krize, v času epidemije smo bili, pa ste bili tudi športniki zaprti dobesedno v stanovanja. Kaj še, da bi lahko trenirali v dvoranah, ne? Nekako so se dvoranski športi najkasneje odprli, ne? Tako je. Kako je bilo preživeti ta čas? Tako je. Pa še vedno, ne vem, kakšen je zdaj ta čas? Tako, jaz sem se začel, ko nisem preveč dramatiziral, kar se tega tiče. Sigurno, da je bilo drugače. Meni osebno je mogoče celo pasalo nekaj časa, da sem bil več z družino, da sem bil doma. Drugače pa je bilo pa sigurno, da ne vsakdanje, bi rekel, ne. Ne vsakdanje, igralke, meni je bilo mogoče članske neke igralke ali pa igralci, so verjetno, mogoče jim je odgovarjal malo neka pauza, nek odmor, kakorkoli, da so imeli, sigurno mi je pa žal najbolj mladih perspektivnih igralcev, kjer pa morajo trenirati, ne toliko več, tako da, ampak jaz mislim, da se bo tole tudi čim hitreje nekako spravilo, da bo vse v redu. Kdaj se bo začelo tekmovanje v košarki? Pri košarku vse normalno, no. Vse normalno, ja, avgusta se začnejo priprave, pa konec septembra se začne tudi liga v Sloveniji in tako naprej. No, ti si vpet tako v reprezentanco kot v klubsko dogajanje. V Celju si še vedno? Tako, delam v ŽKK Cinkarna Celje, zdaj že 12 let, kot glavni trener tudi. Ne menjaš kar tako klubov, pa tudi tebe kar tako ne menjajo. Ja, to je pa kar malce, ne? To je zanimivo bolj, ja, verjetno, kot da jaz ne bi zamenil, da mene ne zamenja. Ne, mislim, da delamo kar dober posel, tako da tako kot jaz klub spremljam, tako klub mene spremlja v nekih idejah in da smo v zadnjem času naredili kar velike premike, tako kot se rekel, no, hkrati z Košarkarsko zvezo Slovenije, se pravi klub plus Košarkarska zveza Slovenije, pa normalno vsi klubi zraven. Koliko pa si bil v tem času v kontaktu z reprezentankami, nekatere v Rusiji, nekatere v kakšni drugi državi? Ja, pravzaprav sem bil z vsem, no.
z vsem. Socialna omrežja, z vsem, kako gre to? Po telefonu, jaz bolj po telefonu, nisem neki ljubitelj socialnih omrežij, ampak očitno bom mogel počasi začeti migati, ne, da ne ostanem čisto v zadnji, ne, hoče reči, bil sem v kontaktu, tako da so punce, so vse zdrave, vse so v redu, pripravljajo se zdaj za nove sezone naprej. Se bo kaj poznalo na financah, na pogodbah? Je to kaj tudi meni oglaševalcev, tako za klube, podpornikov, sponzorjev, kot tudi za reprezentanco? Pa mislim, da bo, no, kar jaz govorim, kar se kluba tiče našega, težko rečem zdaj o financah, vse splošno bi rekel, da mogoče bojo, sigurno bojo kaki pretresi, ne, ali pa pač mogoče mej financ, no, v nekih situacijah, ampak upam pa, da se bo čim hitreje to postavilo nazaj, no, pa da vsi skupaj najdemo neko rešitev, da tudi v šport enostavno moramo več vlagati, ne, čeprav nekateri pravijo, da se je čisto v redu, ne, vse imate rezultate, vse vem, ampak nismo enostavno primerljivi z ostalimi v Evropi, z ostalimi na svetu, ne, ker lahko je reči, ne, ja, pa vse smo v redu, ne, pa na televiziji, ko pa gledajo, ne, pa hitro pozabijo, ne, ko igraš proti Avstraliji, ko igraš proti Franciji in tako naprej, rečeš, ne, ja, so zgubile, kakorkoli, ne, oni vlagajo toliko, mi vlagamo pa bistveno manj, ne, vse skupaj, in jaz upam, da se bo najdla neka rešitev, da se sistemsko šport še nagradi, se pa mogoče ne samo profesionalni, tudi seveda profesionalni šport, ampak predvsem delo z mladimi, delo s pomladkom, ne, prva triada, pa potem kasneje, da sistemsko začnemo delati vse športe, ne, da tisku se pač sam odloči, da bo šel naprej, v kateremkoli športu si najde neko sredino in hoče priti na sam evropski vrh ali pa svetovni, ampak moramo, jaz mislim, da je Slovenija taka, čeprav smo mehni, ne bi le bili korak pred ostalimi v nekih stvareh in jaz upam, da bomo kdaj. Kdaj boš prvič sklical na skupni trening reprezentantke? Reprezentantke smo zdaj sicer, mi bi mogli imeti novembra tretje okno, se pravi po oknih smo, ker smo v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Trenutno smo že drugo okno, zdaj smo odigrali že 2 tekme, mi bi novembra mogli odigrati naslednje 2 tekme z Grčijo odzunaj pa z Islandijo odzunaj, tako da imamo 2 kar težka potovanja v kombinaciji v 6 dneh. Če zmagamo, smo že skoraj na Evropskem prvenstvu, no, ampak to zdaj smo, ki bo pa v Lyonu pa Valenciji. Tako da v bistvu se novembra bi se mogli dobiti. No, če pa slučajno ne bo novembra, bomo pa mogli pa se februarja, bomo mogli pa vse 4 tekme odigrati, no, ker je pa Evropsko prvenstvo že junija, potem v Španiji pa Franciji. Računaš pa, seveda. Ja, jaz sem skoraj prepričan, da bomo prišli, tako da veliko smo naredili, no, ker smo zmagali tudi Grčijo na domačem igrišču, pa Bolgarijo odzunaj, tako da mislim, da lahko naredimo še en tak korak naprej. Verjetno pa je, ne, tisti cilj vsakega trenerja, da enkrat ekipo pripelje tudi reprezentanco do svetovnega prvenstva ali pa še, kar je pa poslastica, smetana na torti na olimpijske igre. Ja, sigurno. Jaz sem prepričan, da v ženski košarki je to možno, saj tleko mi, kjer mi delamo, moram povedati, da smo tudi po prvem Evropskem prvenstvu 2017 pomladili reprezentanco. Mi imamo najmlajšo reprezentanco tudi v Evropi, bom rekel, no, ki je lahko še dolga leta igra tudi skupaj. In smo že na tem drugem Evropskem prvenstvu pravzaprav bili na eni žog od samih olimpijskih iger, bom rekel. Tako da upam, da nam kdaj rata. Svetovno prvenstvo naslednjo je v Avstraliji, bilo bi zelo zanimivo, da gremo 2022 v Avstralijo, v Melbourne, tako da mislim, imamo možnost, zavedamo se, da rastemo iz leta v let, da smo bolj samozavestni, pa verjamemo v sebe, enostavno verjamemo in vemo, da lahko igramo z vsemi in upam, da nam tudi rata. No. Še zadnje vprašanje. Kako vidiš Niko Balić, kakšna je v tvojih očeh, pa raste tretja Polona Nika?
to je dosti Trbovljah, težko. ali pa v Zasavju, Ja, jaz upam, da raste, glede na to, prvo bi rad povedal, da po Zasavju se v ženski košar kar fajn še kar dela. No. Felix še kar? Tako Felix, Trbovlje, mislim, da delajo zelo dobro, predvsem z mladimi, se delajo samo z mladimi. Tudi kakšno reprezentantko dalo? Ne, veliko reprezentantk v mlajših kategorijah, tudi reprezentantke, ki so zdaj tudi v članski reprezentanci in tako naprej. Nika je sicer produkt one malo prejšnje šole, ampak pravzaprav je to vse eno in isto in jaz upam, da bojo vztrajali še naprej. Kar se pa Nike tiče, pa mislim, da težko bi karkoli še povedal o njej, jaz sem že vse povedal. Jo je lepo trenirati? Ne, užitk čisti od takrat, ko smo se spoznali. Spoznali smo se tlele blizu par metrov stran. Poznal se jo že jaz kot manjšo prej, ampak uradno, ker je v 2. razredu začela hoditi k meni na krožek. In tako naprej se je pa ta zgodba vse skupaj razvijala in tako da jaz sem sam vesel, da lahko predvsem s takim človekom delam vsa ta leta že, ne z igralko. O igralk pa, tako kot se rekel, ona je ena najboljših Evropejk na svetu v tem trenutku. Tako da čast mi je. No, lepo. Meni je bilo pa tudi včasih, da sem se po nekaj letih spet pogovarjal s tabo, ne v studiu, ampak v takšnem bolj prijetnem okolju, zunaj, na tribunah. Hvala enako. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.